Gledalke in gledalci iz Velenjskega studia, prijeten dober večer. Slovensko narodno-zabavno glasbo ostajamo z vami do nekaj minut čez 9. Ostanite naši, ker ansambli tudi v tej oddaji prihajajo za vas in cele Slovenije tukaj v Velenje in se veselim, da naša slika, zvok in glas seveda seže po vsej Sloveniji. Tako bo ostalo tudi v prihodnjih oddajah najvižja, ko se družimo. Ja, skoraj da zdaj v prazničnih, z decembrom, ko se prazniki še toliko bolj približajo, pa v sklopu naše oddaje nekaj več mesta ponujamo tudi slovenski zabavni glasbi. Se veselim teh minut s slovenskimi zabavnimi glasbeniki, ampak harmonika in narodno-zabavna, tako trio kot kvintetovska, bo še zmeraj pri nas na prvem mestu. Danes z enim fantastičnim kvintetom prihaja iz domovine, ja, seveda Slovenije, ampak sicer domovine slovenske narodno-zabavne glasbe. Begunj na Gorenjskem, zelo blizu jim je Avsenikova viža, verjetno je bil Avsenik oziroma je še zmeraj na nek način tudi njihov dost velik vzornik. Z družino Avsenik ta ansambl tudi dosti sodeluje in z nami bodo veseli Begunjčani. Zakaj? Zato, da predstavijo njihovo najnovejšo zgoščenko in z eno lepo, skoraj da lahko rečemo naslovno melodijo, kmalu pričenjamo. Iz Vitanja prihaja ansambl Posluh, mlada štiričlanska zasedba, ki ima za harmonikarja najstarejšega člana, ki prihaja iz Šoštanja. Več o njih v nadaljevanju, njihove viži, čeprav dve, se mi zdi, da že tudi kar znate. Poznate pa gotovo tudi ta mladega harmonikarja, ki prihaja iz glasbene družine Pečnik Zeme, Dominik Pečnik, pardon, kmalu. Sicer pa začenjamo z našimi osrednjimi glasbenimi gosti, s katerimi se družimo do konca oddaje najvižja. 10 prelepih, čudovitih let z veselimi Begunjčani. Dober večer.
Begunčani, 10 let smo med vami in z nami bo veselo še naprej. To je oddaja Najvižja in veseli Begunčani, v tokratni oddaji osrednji glasbeni gostje. Me veseli, da lahko pozdravim najprej najvidnejši del ansambla. Sandra in Miran, lepo prosim, če se mi pridružita na ta del studia. Pravijo ženska protokolarno na levo stran, moški na desno. Kako je? Dober večer. Super je, super. Super. Ja, še najlepše kaže. Sigurno. Kako je v Begunjah? Ja, lepo. Lepše kot v Velenju? Jaz sem praktično tukaj blizu doma, ne? No, se za to sprašujem. Ja, ne, doma je najlepše. To pa tudi pravijo, ne? Če pa njih vprašaš, pa tam. Miran bo zagovarjal zdaj, kaj je Begunje. Drži, da v bistvu tako bom rekel, no, naši Gorenci pravijo, da meja je nekje na Trojanih, Ja, drži. in potem, kar je od Trojan na to našo stran, smo vsi Štajerci, tako da na Štajerskem je danes lepše. Kar se tiče, že slišimo aplavsne z druge strani studia, sicer pa kar se tiče veselih Begunčanov, pa tele skladbe, ki smo jo pravkar slišali, 10 veselih let, je že preteklo nekaj časa nazaj. Točno, 10. obletnico smo praznovali 2 leti nazaj, kar z enim takim lušnim 3-dnevnim jubilejem v Begunjah, tako da zdaj teče že 12. leto. Begunje, ja, sicer dom ansambla Veseli Begunčani. Ja. Dom si lasti na nek način tudi tujina, glede na to, da ste dosti prisotni za mejami Slovenije. Ja, res je. Veliko po Nemčiji, Avstriji, vse posod Tirol, Italija. Kako je potem, kar se programa tiče, vse slovensko, vse nemško? Ne, v bistvu je nekje težimo k temu. Pesmi, nekatere so mogoče napisane samo v slovenščini, jih izvajamo v slovenščini, ostale nekje polovica, pol, tako nekaj takega. Se pravi, odvisno pač, kakšen je procent publike ene ali druge. Tako. Sem želel napeljati na to, pokojni, legendarni Avsenik je zmeraj program, ne glede na to, ki je nastopal, začel slovensko skladbo, tudi Veseli Begunčani. To pa absolutno, če se pa pogovarjamo o tem, s katero skladbo začenjamo večer, pa je ponavadi ali Golica, to sigurno Slovenija, odkot lepote tvoje, v slovenščini cela ali polovica, tako da to je začetek vedno. Nisem niti vedel, no, do danes, da je, ti verjetno znaš nemško različico Slovenije, odkot lepote tvoje. Ja, seveda. Dobesedni prevod, ne o neki ljubezni rožcah, kje druge po svetu. Tudi se gre za Slovenijo. Ja. Tudi, ja. Lepo. V tem trenutku gremo z Veselimi Begunčami na Vrtiljak. Ostajate z mano, zdaj pevca, da še malo inštrumentalni del spoznamo.
Ker oči so se jim zdaj povečale na drugi strani studia. Kaj si pa tale Derše kupa Sandro Križanovo takole pod roko držati? Zato, da jim jo pripeljem nazaj. Da še kaj zapole sicer v tem, da je osamljena, ampak to niti ne drži. Ne drži. Kar se te osamljenosti tiče, pa najbolje, da grem kar do kitarista. Naslednja pesem bo o tem, ker si baje lasti besedilo. Ja, Drži, Robi? drži, ja. Drži. To, ne vem, prišlo je od srca, prišlo je od spominov, pač napišeš nekaj, ne. Pač. Težje za žensko, kot za moškega? A napisati besedilo? Ja. Ja, nič ni težko. Si je lažje predstavljati, da je ženska osamljena? Tudi moški smo kdaj osamljeni. Aha, ja, lepo. Ne sami, ampak smo pa osamljeni. Čeprav, kar se Muskontarjev tiče, ne, žene večkrat. Žene večkrat, pa tudi mimo skontarja smo včasih osamljeni, nekje v tujini. Mogoče rabiš kakšen trenutek za sebe, pa takrat smo osamljeni. Nis pa sama, ne. Imaš prijatelje zraven. To je pa res. Čeprav vi ste z tistih časov, ko ste dejansko še občutili, ne, to oddaljenost od doma. Zdaj, ko so telefoni, pa vse prek tablic. Ja, jaz sem še stara garda, imam še ta star telefon, analogen, kako preko iz kamene dobe, od kamenčkov. Ja, drugače pa res to, ja. Nekako smo povezani s tem telefoni, pa z tablicam, pa z računalniki. No, pa verjetno tudi po drugi strani toliko prednosti, dost lažje najti kakšen oddaljen kraj, nekje, kamor greste igrati. Ja, najdemo, tam punce najdemo sploh prek telefona. Torej niste osamljeni, se zdaj malo krešem mnenja. Mislim, mi tam mladi nismo osamljeni, če so starejši. Prav. Kar se tiče današnjega obiska v studiu Veselih Begunjčanov, predstavitev nove zgoščenke, zdaj dobro, že skoraj nazdravljamo prvi rojstni dan. Ja, bi šlo, ja. Ja? Je že malo stara, ja, tako je, prvi rojstni dan, ja. Ja? Kakšne viže so na njej? Ja, bi tako rekel, za vse žanre. Imamo vesele, žalostne, polke, valčke, kakšna je otožna, kakšna je tudi fest vesela, kakšna je bolj pokrajinske, naprimer na Bled, vabim spet, ki bomo slišali. Tudi v nadaljevanju. Tako da najdemo za vsakega nekaj. Razigran repertoar, zdaj moram verjetno iti do vodje ansambla ali pa vsej do tistega, ki bi največ povedal. Sem mislil, greš po vrh, da bomo še našega profesorja. Ne, pridem še do klarinetista, ampak so rekli, gospod Niki, tukaj bo pa ver informacij, kar se tiče. Ja, sem prej vprašal, bojo težka vprašanja. Sem rekel, da jih še niti ne vem, nimam planiranih, ker se mi zdi tako prav, da delamo oddajo čim bolj domačo. Ja, drži? Zgoščenka, ste zadovoljni? Ja, to je zdaj 5. naš produkt, ansambla Veselih Begunjčani, in bil je namensko narejen za 10. obletnico. Pač je, kot sta prej rekla, Rok je majhen pogledal, drugač bo drugo leto. Zdaj prihaja 12. leto po temu, da bi bila obletnica, bi mogli 2 svečke upihati, ampak malo bi raj, kaj bolj na zdravo, tako. V redu. Ja. Ampak drugače pa, kar se same zgoščenke tiče, je tako, pestra, ni nekako razbijaška, kakor opažam, da ostali ansambli malo tako delajo, majhen je prišlo tega modernega stila noter. A je to v redu? Ja, kakor za kjerga, Kaj mislite za Veselih Begunjčane, glede na to, da se dosti radi pohvalite, da sledite Avsenikovim klasiki? Mi se bolj držimo, da bi še bili res taka lepa besedila, ki so bila, rečemo, kaj imaš, Slovenija je eden takih, kot že prej omenil, tam, kjer Murke cveto, potem Prelepa zelena begunjščica, Uradence, Pot me pele in take domovinske, življenjske, ki so takrat nekaj pomenile, zdaj se je pa to že malo razvednotil in gre vsa smer v drugo smer. Pa Murke, če se ne motim, edina, kar se tiče ustvarjanja ansambla Bratov Avseniki, ni bila prevedena v kjerkoli tuji jezik. Prejle smo rekli, da nekaj nazdravljamo, nazdravljate tudi vi doma. Pravijo v svetu, da smo Slovenija ena izmed mokrih dežel, to ne pomeni, da smo vlažni kjerkoli spodaj. To pomeni, da najdemo ob vsaki priliki priložnost za to, da trinknemo in si rečemo nekaj lepega. Upam pa, da v alkoholu ne utapljate vaših solza, kot mogoče zdajle v interpretaciji Sandra Veselih Begunjčanov in Osamljena.
sem imela vse, kar sem želela si. Ljubezen in srečo, vero v ljudi. In bil si tudi ti, del mojega sveta. Se enkrat žal konča, tudi meni pravljica. Le kam je zbežal čar ljubezni najine. Odšel si in zame ni več tima. Brez tebe je moj svet kot cvet, ki tiho mre. Ker te ob meni ni, sem osamljeno dekle. Zdaj, ko sem sama in hrepenim, da ti bi prišel, da bi me objel. Dolgi so dnevi, dolge noči, sanjam in upam na čudež, da prideš ti. Dolgi so dnevi, dolge noči, sanjam in upam na čudež, da prideš ti. Veseli begunčani z nami od začetka do konca oddaje najbližja, ampak v tem trenutku naredimo z njimi kratek premor, zaradi tega, ker je čas za enega mladega harmonkarja, ki ga že poznate. Dominik Pečnik z vami takoj z ansamblom Klateži in Nasmehom življenja. Ko zdi se ti, da v brezno tiho padaš, ko ti življenje grenko past nastavi spet. Takrat nikar ne obupuj in le zažvižgaj si, in le zabavaj se, le enkrat se živi. Vsak dan zapoj si na ves glas, poglej naprej, saj zdaj je čas, da veselo stopaš le naprej, da sebi ne postavljaš mej. Večjega zaklada ni kot to, da sam si brez skrbi, da so odprte vse poti, da srečen si. Večjega zaklada ni kot to, da sam si brez skrbi, da so odprte vse poti, da srečen si. Prav vsaka stvar zgodi se nam z razlogom, prihodnost tvoja le v tvojih je očeh. Če padeš daj na tla, se slej ko prej poprav bo spet, korak bo
tvoj tedaj odšel v širni svet. Vsak dan zapoj si na ves glas, poglej naprej, saj zdaj je čas, da veselo stopaš le naprej, da sebi ne postavljaš mej. Večjega zaklada ni kot to, da sam si brez skrbi, da so odprte vse poti, da srečen si. Večjega zaklada ni kot to, da sam si brez skrbi, da so odprte vse poti, da srečen si. Tebi dajmo enega spet, no je zajega. To pomeni, da smo Slovenija mokra dežela, sicer pa bolj sproščeno kot klateži verjetno ne bi šlo. Sproščeno z njimi verjetno tudi v začetku prihodnjega leta na koncert, jubilejni ali pač ne, z njimi, v kateri izmed naslednjih oddaj najviža. V tem trenutku z nami Dominik Pečnik, ki še sicer svojega koncerta nima, se pa nadeja, da ga bo enkrat sigurno imela. Drži? Drži. Dober večer. Dober večer. Ansambel že imaš? Ne. Še pa zmeri pomagaš, ne? Atu pa mami takrat, ko kaj ne gre. Ja. Takrat, ko nima počepne glas, pa si ti ta prava izbira za to, da imajo menjavo. Ziher. Ziher? Ha? Ja. Polke, valčke, kaj raj poješ? Vseeno. Kaj raj igraš? Mogoče boš zdaj lažje odgovoril, ker imaš harmoniko na sebi. Harmoniko. Koliko pa, kaj Daniela Pečnik je mama, ne, znana sicer tudi oče, kaj klarinetist? Ja. Katerega ansambla? Ansambel Zeme. To bilo težko ne vedeti. Sicer pa Daniela zelo dobro jodla, kaj pa k njej tole počepne, kar se jodla ne tiče, pa ne vem, ima kakšne probleme z glasom. Pol tudi ti vskočiš? Za jodlanje zaenkrat še ne. Te še ni navdušila? Me je, samo ne znam še prav. Sva govorila z Dominikom, da bo jodlo v naslednji oddaji najvižja, ko bo še prišel s klavirko nam nekaj zaigrati. Ja. Ampak danes ima eno odlično frajtonarco, gor piše Gotar, kar pomeni, da prihajaš najverjetneje iz glasbene šole Roberta Gotarja. Da. Drži? Koliko let se že zdaj tole učiš? 4 se mi zdi. Jel. In si že bil na kakem tekmovanju? Ja. Kje? Leto sem bil na Zlati harmoniki Ljubečne. A je bila zlata? Srebrna. To je tudi v redu, ja. Fajn. Zdaj konec januarja ali začetek februarja pa grem na Avsenikovo. Fajn, v Begunje? Ja. In koliko bo tam? Bom videl. V redu, a boš kaj tam igral od tega, kar bomo mi danes slišali? Ja. Celo? A bo prva ta? Druga. Druga, v redu. Pa vsej prvo napovejva zdajle. Prva bo od Miheliča, ko harmonika zapoje, druga bo pa od Avsenika iz Bohinja. A, takole je fant izdal, kaj vse nas čaka. Ko harmonika zapoje ansambl Franca Miheliča v priredbi Dominika. Izvoli.
Fantastično, kaj ne rečem. Se pravi, vidi, kako se Dominik uživi v pesem. Kaj pa razmišljaš med tem, ko narediš takole ali pa takole? O glasbi? O glasbi, aha, ne v kakšni posebni punci. Ne. A pa te čaka kakšna zdaj doma? Ne. Še? Ja. Sestra? Ja. To pa drži, ampak sestra je tudi glasbeno nadarjena. Ja, poje. Pač bolj tek. Kaj je, slabo? Ne, pač je stara 3 leta. Zdaj bo imela počasi rojstni dan. Aha, to se pravi, še ne toliko resno. Ne, Je ne še še... premlada. Ja, Prav. Zdaj si v katerem razredu? 6. In kako se imate? V redu. Niš čist prepričan. Ne, Niste imeli zdaj glih počitnice? ja smo A so bile prekratke? prekratke. Kaj počne Dominik med počitnicami? A sam harmoniko vadiš? Pa športom se ukvarjamo. Kaj pa od športa? Interesantno. Najbolj nogomet. Fuzbal, fajn. Si tudi v kakem klubu? Ja, A res? Kaj pa, če bi zdaj moral zbirati? Ima sem na voljo eno zadevo. Kaj bi zbral? Nogomet ali harmoniko? harmoniko. A res? Ja, Fajn, super. Katera si že rekel, da je naslednja, veš, to jaz pozabim? iz Bohinja. Iz Bohinja, v redu. In Dominik Pečnik je z nami v najbližji. Če ste se zdaj zavrteli, upam, da imate okna zaprta, da niste poleteli kam iz hiše. Dominik, odlično tole zaigral iz Bohinja. Prejle se je skoraj, lahko rečem, težko odločil med nogometom in harmoniko. Zdaj, glede na to, da se počasi morava posloviti, težje vprašanje. Klavirska harmonika ali frajtonarca? Oboje. Ne, ne gre. Ne more. Zakaj ne? Ne vem, to me vsak vpraša, pa to je vprašanje stoletja. Ok, kaj je zdaj prednost tele? Kaj je s to boljš?
Ni prednosti. Ni prednosti. Ok, kaj pa je črna, mislim črno-bela, pa tudi kaj? Klavirska. Isto se mi zdi vse. Kaj pa trio ali pa pol kvintet, ki je še zram mislim trobenta pa klarinet? Se pravi Veseli Begunjčani ali ansambl Posluh? Oboje. Oboje, ok, zmenjeno. Dominik Pečnik, diplomat, bil z nami. Hvala lepa. Srečno na Avseniku. Hvala. Ostan tak, ki si in vi ostanite z nami. Tudi taki, ki ste nič drugačni v nadaljevanju ansambl Posluh, še predtem seveda ansambl Za me in Da srce ti zaigra za me en krasen valček, ki se je tudi uvrstil na festival Slovenska polka in valček letošnje leto. Noč in dan sem mislila na te, pamet skoraj izgubila že. Nisem vedela več, kaj počnem, kaj sploh je prav, kaj ni in kaj ne smem. Saj le tebe pred očmi imam, si želim, da bolje te spoznam. Le v toplini tvojih se oči izgubljam za vse dneve noči. Tririri, olori, olori, tiriri, olori, tiriri, ajoruri. Tririri, olori, olori, tiriri, olori, luriri. Mislim si, to meni se zgodi, princ iz san čez prste mi polzi. Sanje moje že izginjajo, ko drugo punco v objemu drži. Le kako te bi privabila, vem na glas ti bom zajoglala. Da srce ti zaigra za me, za vedno zvest boš ostal v meni le. Tririri, olori, olori, diriri, olori, diriri, ajoruri. Tririri, olorori, olorori, luriri. Sreča najne ljubezni je prejle tisti valček, ki sem mislil, da ga bomo zavrteli. Ampak sem zvedel za kulisijo, da še nima videospota, tako da apeliram na ansambl Za me. Vem, da nimate časa, ker se pripravljate na koncert prihodnje leto, tudi na izdajo nove zgoščenke, ampak se mi zdi, da tak krasen komad bi rabo video podobo, sploh v tem času, ki smo. Tega se dobro zavedajo naši naslednji glasbeni gostje, ansambl Posluh. Dober večer. Dober večer. Posluh verjetno imate, zato se tako imenujete, a drži? Drži, drži. Ja, koga mora... Včasih se malo pohecamo, da nam je ime ansambl Posluh, samo zato, ker pač nimamo posluha, ne? Ker nimate posluha? Pa bi morali biti ansambl Fauš, ali je zaseden? Ja, tis pa, ne vem. Ne, vredno. Kaj, edini iz teh koncev? Ja. Okolice Velenja, prej sem rekel Šoštanj. Šoštanj, Zavodnje, natančno. Zavodnje. Zavodnje, ja. A, lepo. Zakaj so pa Zavodnje lepi konci? Lepi so, zaradi hribov, pa... Ok. Hribi so tudi v Vitanju. Ja, nekaj drugega naj. Tam so vinki, taki grdi, da... Ok, prav. Zdaj morate mu dati kontra, ne? Ja. Kaj bi mu pa lahko rekli? Ja, Vitana je veliko lepško pa Zavoda. Ja, takole pa se krešajo mnenja v ansamblu. Zanimivo, fantje, dost mladi, čeprav Šoštančana ste si pa zbrali, da vas pol okol razvaža. Ja, tako je bilo. On je sicer najstarejši, ampak no pač bom povedal našo zgodbo, kako smo se najdli, pa to ne.
Pač on se je vozil z avtom po različnih krajih, pa to, ker je pač iskal ansambl. Celo prav tak... Ja, prav iskal ansambl, ne. In se z avtom vozil od kraja do kraja. In pač mi smo ostali vsak na svoje postaji, ne. No, pač jaz osebno sem stal na postaji, pa se pač pripeljal mimo, pa se zaustavi, ne. Tam v Vitenu, pri naši postaji. Pa tak, pa me vprašal, kam grem, ne, sem rekel, jaz tudi ansambl išem, ne. Pa rekel, no, pa jaz imam spet tega, pa nimaš predvideja, ne, ker mlajši izgleda, zdaj mogoče ne, zdaj ko je november, ne, zdaj ne morem. Pa je pač rekel, da prej zramo, mogoče kako skupaj zašpilali, ne, sem rekel, da ni problema. Gremo midva proti Zrečam, pa vidimo njega, tak tam neki ob cesti, neki Brca. Njega koga? Matica, našega pevca. Pevca, okej. Tako. Pa ga tak ga vprašam, kam pa ti, ne? Pa se tako malo spoznamo, gremo tam v Gorsko reko, malo na eno kavico, pa to. Pa pač poveda... Kavico so pili? Kavico. Kakao jaz, ko na kave pijem. Pa gremo, pa pač rečemo, pa povej, da ansambl iše, ne? Pa vzamemo še njega zran, pa še od njega, pa gremo tja na Frankolovo, pa še njega poberemo. Njega kitarista? Kitarista, pa je imel isto zgodbo. Evo, pa smo tako začeli. Januarja 2018. 2018. Ja, dokaj mlečni, še nekateri, koliko dejansko stari, pa takoj za prvo vižo. Ker te ljubim in ansambl Posluh. Vse verjamem, kar poveš, in ne upam si lagat. S tabo hodim, kamor greš, sam ne morem več zaspat. Pustil sem prijatelje, alkohol mi ne diši, in brez smisla je vse, če te z mano ni. Se priznam, za vse sem kriv, kadar tisti dni visok, in da bi poljub dobil, hvalim tvojo kuhinjo. Pred kabinami stojim, z žensko torbico v rokah, plačam, ko račun dobim, s kartico na mah. Ker te ljubim, nič na svetu ni težko, ker si moja, srečen sem, se je lepo. Ker te ljubim, vse bo kot boš rekla ti, le da s tabo bom ostal do konca dni. Rekla ti, le da s tabo bom ostal do konca dni. Jem špinačo in krompir, ker maščoba zdrava ni. Sladke filme na večer gledam s solznimi očmi. Kot otrok se veselim, če po noči si za stvar, in od sreče kar norim, ker sva mi dva par. Ker te ljubim, nič na svetu ni težko, ker si moja, srečen sem, se je lepo. Ker te ljubim, vse bo kot boš rekla ti, le da s tabo bom ostal do konca dni. Ker te ljubim, vse bo kot boš rekla ti, le da s tabo bom ostal do konca dni. Le da s tabo bom ostal do konca dni.
Zdaj vemo, da ansambl oziroma fantje dejansko posluh imajo, zato so upravičili svoje ime, zdaj pa še najmalj vsebino. Kaj dejansko so? Vemo, da prihajajo iz kraja Vitanje. Kaj pa še dela ansambl posluh? Unikaten, drugačen, poznan? Ansambl posluh, trenutno 3 člani hodimo še v srednje šole. Ja? Se pravi, to smo jaz, V redu? naš kitarist, pa pevec, A lahko še malo po imenih? Aljaš, V redu? Tadej, V redu? pa še Matic. Ok. Naš Klemen, harmonikaš, on pa hodi že v službo. Koliko ste zdaj pravzaprav stari? V povprečju ali vsak posebej? Vsak posebej. Ja, Aljaš je star, no, bo 16, jutr. Vse najboljše. Hvala. Krasno. Matic bo 17, V redu. decembra. Klemen je 26, Aha. jaz pa 18. 18? Ja. Kaj si želiš za polnoletnost? Izpit. Že delaš izpit za avto? Ja. Sem bo kmalu treba narediti tudi izpit za kakšen kombi? Tudi bo treba, ja. Ansambl posluh, čeprav, kaj zdaj ustvarjate 2 leti skupaj? Bo, počasi. Ja, počasi, ne. Se vam kar lepo filajo termini? Ja, letošnje leto je polno, drugo leto še pa malo fali. Fino. Pa bo. Zdaj me še morate prepričati, zakaj ste pravi, ne vem, kako rečejo lepo, fantje od fare. To zanima ponavadi dekleta. Ko znamo špičiti vragolijo, tudi takrat, ko si najmanj mislimo, da si bomo. O, lepo, v redu. Zakaj še znate ženskam na dušo pihati, oziroma kako? Ja, mladi smo pa zelo energični, no, to ima ženske rade. V redu. A si je že tale tam nekaj izmislil, oziroma polnoletnež? Ja, da znamo sesati, likati, prati, Ja? pa tak naprej. Imaš punco? Ne. Aha, kaj zdaj bi ti rekel, vse veš, da te zdaj le doma posluša, ne? Ja. Še znate kaj? Ja, pač smo, kar smo. Nismo nič več, nismo nič manj. To smo mi. Pozabijo hitro, ne, na nedavne dogodke. Fantje namreč znajo porin tudi avto. Drži? Tako, drži. Kaj se dogaja? Ja, nič, vašo sodelavko smo malo porinali, mislim, avto, ne njo. Ja. Malo smo ji pomagali, ker je pač avto je ugasnil sred ceste. Ja. Potem smo ji pa malo pomagali spraviti avto do televizije, da lahko zdaj uspešno snema. Fantastično. Kaj vse naredijo za slavo? Kje sem se? Zajkino stanje ne še ni jasno, ne vemo, a je nafto nalivala v bencin ali obratno, kakorkoli. Do te srečne zgodbe z našo snemalko gotovo še pridemo, sicer pa ansambl posluh z nami. Kje nocoj boš spala, to se sprašujejo. Ja, zdaj verjetno še, glede na to, da deklet očitno še nekateri nimajo, sicer bi morali vedeti, da bo na njihovi levi ali pa vsej desni. Po vsem tem času, po vseh teh letih, ne veš kako boli slovo. Po vseh baladah, še neizpetih, ne vem čemu si šla od tu. Kje bo spala nocoj, komu zlizla v objem, boš na drugem naslovu našla srečo v njem. Kje boš spala nocoj, kdo pomlad ti risal bo, kdo obrisal nebo, kadar ti bo hudo. Kje boš spala nocoj, kdo pomlad ti risal bo, kdo obrisal nebo, kadar ti bo hudo. Le kaj od doma te je odgnalo, povej, kaj se zgodilo je.
Mar sem ti dajal, tedaj premalo. Povej mi vsaj, zakaj, ki bo spala nocoj, komu zlizla v objem, boš na drugem naslovu našla srečo v njem, ki boš spala nocoj. Kdo pomlad ti risal bo, kdo obrisal nebo, kadar ti bo hudo. Ki boš spala nocoj, kdo pomlad ti risal bo, kdo obrisal nebo, kadar ti bo hudo. Ja, še fantje očitno niso toliko za avtorstvo. Po znanih avtorjih posegajo kot Jančič, Perkovič, Juhart, pojavlja se tudi en knez noter, tako da lahko zdaj vsaj malo pravičimo to avtorstvo. Mi ustvarjači nismo začeli sami. Sicer je pri pesmi Ker te ljubim. Ilovar tudi, ne? Bom kar povedal. Je melodijo napisal Primož Ilovar, dodal besedilo Matej Kosjančič, pa še aranžmaje naredil naš harmonikaš Klemen Knez. Odlično. Kar se tiče skladbe, ki smo jo pravkar slišali, bila predstavljena tudi na enem festivalu. Ja, v Oplotnici lani. In kako je šlo? Pa zasedli smo drugo mesto po občinstvu. To je bilo zdaj tako malo... A niste bili navdušeni? Ja, Aha. smo bili. Okay. Lahko bi bilo pa tudi boljše. Lepo, da se ansambel tega zaveda. Sicer, kar se tiče tega uspeha in vsega vaj, usklajevanj, so zadaj tudi kakšni mentori ansambla, kakšni ljudje, s katerimi še posebej sodelujete? Da bi tako veliko sodelovali, ne, ampak nam pa pomaga Miha Lesjak od Erosov, skupine Eros ali Vikenda. Ali od Vikendašov. Prav, ansambel Posluh, hvala, ker ste prišli, lepo se imejte, pa srečne poti, glede na to, da jih je očitno dost. Silvestrovanje že imate pa rezerviran? Ne pade na soboto? Je še prosto. Ste rekli, da vse sobote igrate. Prav, srečno, fajn bodste. Sicer pa smo ravno omenjali Vikendašov, nekaj frišnega so izdali Dolgi so dnevi in ansambel Vikend. Lastovke so znova prinesle pomlad, v meni pa nič ne cveti. Letos bom sam pesmi prepeval, take, ki si nekoč pel jih ti. So dnevi koteni, pust je tišine zvok. Rad bi te vprašal 100 stvari, rad bi spet objel te kot otrok. Včasih se zdi, kakor da slišim tvoj glas in malo se nasmejim. Večkrat zvečer grejem spomine, čuvam jih, da jih
spet objel te kot otrok. Rad bi te vprašal 100 stvari, rad bi spet objel te kot otrok. Rad bi spet objel te kot otrok. Pa nikar tako otožno, Miha Vok. Smo slišali, da zdobo otroka čestitke, pa prid, da nazdravimo skupaj z gledalkami in gledalci najviše. Nadaljujemo oddajo z veselimi begunčani, ostajajo z nami do konca oddaje, tole pa je njihova navihana harmonika. Ko vas povabimo, da skupaj jo zaplešemo, naj poje, vriska in igra navihana harmonika. S harmoniko pozdravimo vso družbo, dolgo noč veselo se vriskalo bo pelo, naj bo led kot kapljiče, napolnimo kozarčke, bolj kot polka se nam zdi, majolka nas vrti. Dolgo noč veselo se vriskalo bo pelo, bolj kot polka se nam zdi, majolka nas vrti. Odlični, veseli begunčani z nami v tokratni oddaji Najviža. Ja, predstavljajo predvsem pesmi, ki so frišne, lahko rečemo, še zmeraj z njimi povezana, pa zadnja njihova izdana zgoščenka. Ja, to so v glavnem vse avtorske pesmi. Ta je bila avtorska od našega harmonkarja Roka. Potem pa besedilo Miran Meždovnik. Ja. Tudi on ima dobra besedila, dobre zamisli. Ja. Potem pa ostale pesmi so pa tudi še delo Jureta Valjavca, našega prvega klarinetista doma iz Begun na Gorenjskem, Jože Burnik, Ivan Prešeren Žan in naša ostala banda. Kar se tiče avtorstva, kako se ga podajate? Kako se dogovorite, kdo bo napisal besedilo, melodijo? Nič se ne dogovarjamo, ampak
kar je. Nekaj je takih, ki imajo smisel za to. Ja. Pa znajo napisati besedil, eni pa pač znajo dobremu ljudi iz glave spraviti. Kje še imate vi smisel poleg klarineta in glasbe? Ne, jaz pa nisem to, da bi nekaj pisal. Kaj pa sicer tako v življenju? Nismo vas še prej nič pošlatali. Zato sem zdaj hotel kaj izvedeti, če je o vas z prve roke. Ker če ne bom z druge. Pa dajte z druge, ne? Morda pa bo bolj zanimivo. Ja, kaj pa? Dajmo predstaviti gospoda klarinetista. To je pa naš miren družinski človek. Družinski človek? Tako. To je kar plemenito. Zelo. Midva smo prva, ki hočeta domov. Kako to? Po igranju. Tako po igranju, ja. Ne, ker bi največ spila ali pa karkoli. Ne. Midva ne. Prav. Kar se tiče Begun, z njim povezanega ansambla, pa kar dosti, lansko leto oziroma letošnje leto ste malo počivali, naslednje leto boste zopet dejavni v domačih koncih. Ja. Koncerci malo podajate z Avseniki. Tako je. Na letošnje leto je bilo zopet Avsenikov festival. To je, moram reči, najlepših, največjih, posebej na Gorenjskem, v našem koncu. Potem pa naslednje leto na Soda števila so pa zopet pridejo na vrsto Veseli Begunčani in pripravljamo trodnevno prireditev. Letos bo to od 28. do 30. augusta. En petek zvečer z Veselimi Begunčani, tam nastopamo sami, potem pa sobota od 8. ure naprej do 2. ure zjutraj s 4 ansambli, narodno-zabavnimi ansambli, s kvintetovskim. Ste že kaj ve za naslednje leto? Ja, že nekaj je, nekaj se še dogovarjamo. Bo tudi iz vaših koncev, bo verjetno Robert Zupan in še kaj druga se bo najdlo, po slovenski zvoki in tako naprej. Nedelja pa tam nekje okrog pol 12. ure pa do 10. ure zvečer narodno-zabavno popolne. Upam, da nam bo vreme letos, naslednjem letu bolj služilo kot prejšnjo leto, ker nas je 3 dni dežval, tako da... Na prostem dogodek? Ne, je pod čotorom, ampak vselih ni prijetno, če pride do vremenskih neprilik. Kar se tiče tega dogodka, šlo mi je vprašanje. Ni mi šlo. Dajmo nekaj zašpilati, pa se jaz spomnim. Veseli Begunčani so z nami, z njimi nadaljujemo in ostanite z nami tudi vi. Če vem. Iščem sonce, tihe sreče, si je spet toplo najkot nekoč. Vidim zvezdo na obzorju, bodi naj k tebi imel svetlo noč. Sivo jutro kdaj prebuja, a v objemu močna sva. Ne pozabiš let nikoli, ki sva skupaj jih prešla. Na Bled te vabim spet, tam na in ves je svet, kjer sva očarana, oba izrekla da. Na Bled te vabim spet, tam na in ves je svet, zapoje zvon želja, tu srečna sva. Močna sva.
Veseli Begunjčani so nas povabili na Bled, pred kratkim gotovo ste z njimi na Bledu bili, drži? Ja, zdaj je bilo v soboto, bilo narodna zabavna hit parade na Bledu. To je pa ena najmočnejših prireditev, na katero obišče, lahko reče, piši in reči 95% tujih gostov, nemško govorečega področja, ki obožujejo to glasbo in moram reči, da je prireditev vsako leto boljša, ansambli, tako da ljudje in to je enkratno. Zanimivo, da ste šli v to smer, ravno prej sem namreč želel vprašati, koliko kaj Avsenikove dneve oziroma tisto, kar se v Begunji dogaja, koncerte, ki ste jih omenjali, obišče Slovencev tako procentualno proti, ne vem, tujcem? Zdaj mora nekaj, recimo ta narodno zabavna hit parade, to je v konceptu čist nekaj drugačna prireditev, kar Avsenikov festival. Avsenikov festival je res, ker se podaja Avsenikova glasba in to iz vsega, iz začetka do konca, do Sažota Avsenika, potem z violinami, je tako prireditev, gala prireditev bolj za dušo. Ta festival hit parade je pa tako, da se pride in da se to žura. Ja, ti smo mlajši, kaj to rečeš, da se ga žura, ja. Ja? Ja, je bolj sproščenega tipa in ljudje pridejo dol, se pridejo zabavati, naužiti te glasbe. Spravi, to je bolj za tujce? Ne bolj za tujce, je dvojezičen program tudi, ampak moram reči, da Slovenci oziroma mi domačini se ne zavedamo tega, ker zdaj je že za drugo leto je praktično razprodan. To agencije zakupijo in je to praktično razprodan. Tuje agencije, ne? Ja, tuje agencije, največ jih pride iz Südtirola, potem zdaj Avstrija je močna, Salzburg, Land, Dunaj, potem gor Nemčija in Bavarska. In oni že za leto naprej rezervirajo, je pa tudi prostora za domačine in moram sem rekel, da je to dvojezični program in ne pozabimo ne na Bled, ne na župane, ne na vse Slovence, ki so tam, ampak je pa malo drugače. Kaj pa vaš koncert? Naš koncert je... Tako osebno, Veseli Begunjčani koncert. A to pa ne? Naš osebni koncert, recimo, zdaj se pripravljamo, smo v Avstriji na en božičen koncert, je treba spet malo izbrati, predstaviti druge komade, drugačno vzdušje vnesti. Moram reči, da smo zelo prilagodljivi s programom, nimamo toliko avtorskih skladb, se bolj držimo večinoma Avsenikovih komadov, nekaj alpskega, potem zelo, kar nam je zdaj zadnje čase, pride v poštev slovenski muzikantje, je pa danes fali nova članica našega ansambla, Veseli Begunjčani. Žal še nimamo nobenega posnetka narejenega, če bi bilo v živo, bi bila tukaj in bi gotovo tudi veselo zajodlala. To je pa mlada, prikupna Anja Šink, ki se jo gotovo spomnite od Polka punc. To je pa hčerka od Igorja Šinka, vodja slovenskih muzikantov in to je naša najnovejša pridobitev, tako da gremo tudi v tercetovsko. Aha, ok, prav, v redu, skoraj sem že skupaj padel, se pravi, ostajaš tle v ansamblu. Ostajam. Ja, je tako dramatično zdaj tle govoril, vse me je oblil, da nisem nič pred oddajo zvedel. Aha, te pa ne date, ja, se vam je že skoraj ušla konkretno, ne, za nekaj časa. Sem, ja, pa sem prišla nazaj. Prišla nazaj, kaj je boljša energija tle? Lesi se vrača. Sicer rdečelaska, ne, najprej. Blond, rjava, rdeča. Kar hočeš. Ja. Ok, gremo naprej. V Begunjah smo doma in Veseli Begunjčani. Smo gorenjski muzikantje, v Begunjah smo doma. Tu je pesmi naše zibel, pa domače muzike. V Begunjah res je fletno, svet je tole potoji. Tu so naši rodni bratje, pesem to ponesli svet.
Laški gor do Petra, kočorat se vsak poda. Fantje zapojo ubrano, dolgo noč modrujejo. Kot rosni cvet podeta se vasica prebudi. In žarek zlat jo božal se je kakor pravljici. Ako večernico zvonovi zurka zapojo, kot hvalnico bi pili v srcih čutimo. Vabi tavčar, vrakle naš krpineli, dal dolino lepe drage, še popotnika krepi. Kot rosni cvet oleta se vasica prebudi. In žarek zlat jo božal se je kakor v pravljici. Ako večernico zvonovi zurka zapojo, kot hvalnico bi pili v srcih čutimo. Ako večernico zvonovi zurka zapojo, kot hvalnico bi pili v srcih čutimo. Veseli Begunjčani še z nami. Tercet pravite, gospod Niki? No, če... A gospod? Zdaj pa kar enkrat gospod. Ok. Prej tako, zdaj pa tako. Žiga, čau. Živo, Niko. Ja. No, tercet. No, če smem reči v tele pesmi Seveda, nekaj, ja. to v Begunjah smo doma, to pa ni skladba od našega ansambla, tudi ni naša skladba, ampak je od gorenjskih muzikantov. Oni so prihajali iz Begunj na Gorenskem in smo bili v Begnah sosedje. Mlakar je v srečo si žal pokojni basist in vodja gorenjskih muzikantov je takrat rekel, sva si obljubila, da jo bomo posneli in smo jo posneli in jo tudi z veseljem zmeraj zaigrali. Lepo, a je tudi na zgoščenki? Je. Lepo. Kar se tiče z vami povezanega imena, Veseli Begunjčani pa z Avsenikom. Ja, nekako nastali. Najprej je bilo tako, da v prvotni zasebi 2007, april 21. ali 27. april je bila prvi naš nastop. Smo bili v ansamblu 4 člani doma iz Begunj, potem pa še Dejan, ki je prihajal iz Gori. On je zdaj pri Sašotu, pa Sandra. Potem pa... Je bila, takrat na začetku. A je Dejan je bil vaš član najprej? A res pa nisem vedel, pevec? Se pravi, ta prvih naredimo, pa grejo. Pa spet grejo, ne? Se pa nazaj pridejo. Vse ženske. Ok, prav. Pa Rok je tudi od začetne zasedbe. In smo rekli, kako naj bi bilo. Pa še skladba iz 54. leta, ena prvih skladb Veseli Begunjčani, ansambla Bratov Avsenik. Potem se nas je pa kar tako prijeli in tako je ostalo. Tako da smo Veseli Begunjčani in itak, če zdaj enemu tujcu rečeš, recimo, da Rok reče, da iz Bašla, kje bo on zdaj razložil z njegovo nemščino, kje je Bašel, če pa reče z Begam, pa pravijo Slavko Avsenik, pa je to to. Kako vam je ljubše, Begne ali Begunje? Ne, mi smo Begunca. Begunci ste? Ja, mi smo v Begnah smo Begunc, Ung se poročil, Begne je Begunjčan. V redu. Moji sosedje tam so pa Begunjani in imamo 2 bloka. Begunci pa ne? Ne, mi smo pa, tega smo Begunci. Razumem. Begunci, ne Begunci. Ja, če nas je več, smo pa Begunci, ja. Tudi prav. Hvala lepa, da ste prišli. Veseli Begunjčani so bili z nami. Še eno zaigrajo, grem po svoje, vam pa za danes le še lep večer in lahko noč. Si
smeš, saj sama boš ostala, kot že veš. Če pa ta pravih ditcev ni, potem nišče me ne dobi. Če pa je imel za kot so vsi, ta pravi dedec on že ni. Tako izbirati si že ne smeš, saj sama boš ostala, kot že veš. Če pa ta pravih dedcev